Moderni človek ima zelo hitro življenje. Veliko ima obveznosti, veliko ima ciljev, veliko se pričakuje od njega, veliko vlog mora igrati. In ja, živeti na planetu Zemlja v 21. stoletju in ustvarjati v moderni družbi istočasno ni vedno tako enostavno. In včasih se eni ljudje v tem procesu izgubijo. Včasih eni ljudje v tem procesu, v tem glasnem svetu, tako glasnem svetu izgubijo sebe in ne slišijo več svojih misli, ne slišijo več svoje resnice, ne slišijo več svojih občutkov in potem ne vejo, kaj se v njih v resnici dogaja. In potem mnogi zaradi tega pristanejo v anksioznosti ali pa jih zaobjame tesnoba in začne njihovo življenjsko energijo v njih tako prav drobiti. In nekateri ljudje začnejo dobivati zelo težke občutke v telesu in v svojih mislih in jim pade energija. In to se potem vidi itak na vseh področjih življenja, in v odnosih, in v produktivnosti v službi, in povsod, in na zdravju. Tako da anksioznost oziroma tesnoba na planetu Zemlja je v 21. stoletju neka taka tiha stvar, ki mnoge ljudi pesti. Nekateri ljudje, oziroma večina izmed teh ljudi pa žal ne ve, da jo ima. Ampak veš, anksioznost v življenju človeka pusti lahko zelo negativen pečat. Včasih so partnerski odnosi, ki se razidejo zaradi tega. Včasih so ljudje, ki imajo neuresničena življenjska poslanstva, pa so tukaj kariere, ki niso bile nikoli zgrajene tako, kot bi bilo treba, pa so tukaj odnosi, ki so zvodeneli zaradi tega, ker človek ni mogel delovati v njih. Pa naj ti povem danes par stvari o anksioznosti. Mogoče, če gledaš ta video, se prepoznaš v mojih besedah, zaradi tega, ker veliko ljudi na planetu Zemlje je anksioznih. Pa poglej, prva stvar, 30% celotnega svetovnega prebivalstva nekje v svojem življenju, v enem delu svojega življenja izkuša anksioznost. Tudi to je res veliko. 30%, to je nekje 2,5 milijardi ljudi na planetu Zemlja nekje v svojem življenju resno izkuša v nekem obdobju anksioznost. In anksioznost je ena izmed najbolj razširjenih stanj, čustvenih, negativnih stanj, psihičnih, negativnih stanj, s katerimi se soočajo ljudje. To je prva taka stvar. Druga stvar je, da anksioznost pa stres včasih ljudje zamenjujejo. Včasih ljudje mislijo, da sta stres in anksioznost ena in ista stvar. Pa nista. Kaj je stres? Stres je v bistvu naš odziv na nek neprijeten oziroma intenziven dogodek. To je stres. Takrat, ko se mi soočimo z neko težko stvarjo, takrat, ko se mi soočimo z neko nevarnostjo, se nam v telesu sproži stres. Kaj je pa anksioznost? Anksioznost je pa reakcija na stres. To se pravi, človek ima dolgo časa stres v svojem življenju ali pa ima ta podtalen stres. Veš, leta in leta se včasih oziroma kar pogostokrat iz tega stanja razvije anksioznost. Kaj pa je anksioznost oziroma kako se vidi v telesu? Veš, anksioznost je ena taka zanimiva stvar, ki zelo dolgo časa čaka v človeku, da se fizično izrazi. To se pravi, prve faze anksioznosti se pojavijo definitivno na mislih, se pojavijo definitivno na občutkih, ampak ljudje niso toliko v stiku s svojimi mislimi in svojimi občutki zadnje čase. Ko se pa anksioznost pojavi na telesu, takrat jo pa ljudje opazijo, takrat jo pa ljudje zaznajo. In kateri so znaki anksioznosti? Nespečnost ponoči, ko se ljudje zbujajo in ne morejo spati in imajo živčne misli, ob 3 ponoči razmišljajo o nečem, kar jih mori v življenju. Ali pa tiščanje v prsih, ali pa čudni občutki v trebuhu, ali pa razdražljiv karakter. Eni ljudje, veš, v nekem obdobju življenja so kar eksplozivni, so kar živčni, takoj se skregajo s tabo, zaradi tega, ker jih v ozadju mnogokrat pesti anksioznost. Tukaj so migrene, tukaj so glavoboli, tukaj so, ko se ne moreš naspati, ko se zbudiš utrujen, pa se ne moreš naspati po noč. Cel dan je tvoj nivo energije nizek in se vlečeš kot polž čez dan. To so eni znaki anksioznosti. In potem ljudje to probajo dvigovati s kavo in potem ljudje to probajo dvigovati z raznimi substancami in mislijo, da bo to pomagalo, pa zelo redko to pomaga. Človek mora ugotoviti, kakšni so razlogi anksioznosti, ki izvirajo iznotraj, zaradi tega, ker anksioznost vedno izvira iz notranjosti človeka, vedno se začne nekje v mislih, vedno se začne nekje v občutkih, tam je vir, Ampak, če ti čutiš za to, kar sem zdaj naštel, je zelo težko priti do tega vira, ker je zelo težko čutiti to. Zato eni ljudje potem bežijo iz sebe in potem posledično nastane kaj? Zloraba drog in alkohola. Mnogo ljudi na planetu, ki so ujetniki drog in alkohola in raznih tovrstnih odvisnosti oziroma substanc, to delajo zaradi anksioznosti.
Naslednja taka stvar, ki mi je zelo zanimiva, ko se gre za anksioznost, je, da včasih je anksioznost povzročil travmatski dogodek, ki se je človeku zgodil. To se pravi, 100 let nazaj, pa 200 let nazaj je človek imel anksioznost. Ja, so imeli ljudje anksioznost, ampak zelo manj kot zdaj. Zaradi tega, ker se je mogel človeku zgoditi res nek tak zelo težka situacija v življenju, ki mu je povzročila travmo, ki mu je povzročila neko zelo negativno izkušnjo, in od tistega trenutka dalje je človek čutil neko težino v sebi, nek strah, nek dvom v sebi, ki se je izražal kot anksioznost. Danes je pa to drugače. Danes pa največjo stopnjo anksioznosti zaznavamo med ljudmi, ki so 24/7 pod narekovaji pripeti na svoj mobilni telefon. Mobilni telefon v 21. stoletju je eden izmed razlogov, zakaj danes ljudje izkušajo anksioznost, brez da bi se jim zgodil dejansko kakšen resen dogodek v življenju oziroma kakšna travma v življenju. Zakaj? Zaradi tega, ker človek je cel dan na mobilcu, cel dan na svojemu pametnemu telefonu, za katerega zdaj ugotavljamo, da ni toliko pameten, cel dan dobiva notifikatione, cel dan dobiva obvestila, klice, maile, non-stop mu nekaj seka v njegove možgane, prekinja njegovo razmišljanje. In učinek signalov telefona, ki non-stop prihajajo k človeku, je enak kot učinek, če bi človek hodil po gozdu in srečal leva. To se pravi, če človek hodi po gozdu in sreča leva, se v tistem trenutku v njegovih možganih aktivira en možganski center za strah, za paniko, za borbenost, zaradi tega, ker je zdaj srečal nevarnost v življenju. Ta isti možganski center se užiga takrat, ko človek non-stop dobiva signale, SMS sporočila, maile, klice, mora biti non-stop dosegljiv. To se pravi, ni leva, ampak se pa isti možganski centri užigajo. In zdaj možgani se užigajo, skozi ustvarjajo energijo panike, skozi ustvarjajo energijo dvoma, nekega strahu, ni pa realne nevarnosti zunaj. In to povzroča potem pri ljudeh anksioznost. In to je tista stvar, ki se včasih vidi kakšnega človeka, ko pogledaš njegovo življenje, pa vse v redu, pa nič ni narobe, pa dobenega razloga tehničnega ni, da bi človek bil živčen ali pa v globoki depresiji oziroma anksiozen, ampak je anksiozen. In potem gremo pogledati njegov način delovanja, iz kje to prihaja, in mnogokrat ugotovimo, da iz tega nenehnega informacijskega stika s svetom. Tako da ja, jaz vem, da če gledaš ta video do te točke, potem imaš v svoji energiji nekaj, kar rabi globlji vpogled. In v ta namen, sploh zaradi tega, ker je januar in februar sta 2 meseca v letu, ki sta daleč najbolj čustveno težka. Mnogi ljudje, na primer, se decembra zelo veselijo, in mnogi ljudje decembra so zelo zakamuflirani v neko veselje. Potem pa se vse decembrske luči ugasne in pride realni januar z svojimi meglicami, sevino, in takrat ljudje v resnici pridejo v svoj stik z svojim življenjem. In takrat se mnogokrat pojavi anksioznost. Zato sem se zdaj odločil, da naredim spletno delavnico Anksioznost in tesnoba premagaju. Začela se bo 5. februarja. To je 5. februar, je dan, ko ti bom pomagal v tvojem življenju dobiti odgovore, da bo tvoje življenje lahko spet srečno, da bo tvoje življenje lahko spet polno energije. To je čudovita delavnica, na kateri te bom popeljal v razumevanje mentalnih tehnik, kako ustvariti miren um, kako ustvariti mirna čustva, kako ustvariti močno vitalno telo, zato da ti ne bo povzročal anksioznih blokad. Pa dobiš meditacijo, pa pogled, pa dobiš skripto oziroma informacije, ki ti bodo pomagale v življenju postaviti življenjsko energijo na čisto nov nivo. Torej, to je izjemna meditacija oziroma delavnica za meditacijo, katero si pogledaj na spletni strani, ki je pripeta nekje zgoraj spodaj v tem videu. Teda 5.2. Anksioznost in tesnoba. Če te kličeta in želiš enkrat zavedno zaključiti z njima, se mi pridruži. Se te veselim. Teda, zdaj pa imej se lepo. Čau.